en pač nov iz Ljubljane se preseli, torej kle neko gorenjsko vas. Ja, Rok je sin glavne junakinje, ki ima pač svoje najstniške probleme. Tukaj ga vsi ne sprejmejo lih najboljši, jaz sem eden izmed teh, ki ga majčkeno hecamo. Nasilje med vrstniki boste z Rokovimi očmi lahko spremljali v novi nadaljevanki. Izkušnje z njim imajo mladi igralci tudi v pravem življenju. Jaz prvič, ko sem se pojavil pred kamero, sem bil bolj orang. Ponavadi se spravljajo, ko bi rekel, najbolj močne otroke, ker se jim zdijo lahka tarča. Tudi če te na začetku ful zavrkavajo, buljajo, pač še vedno na koncu si lahko prijatelj z njimi, sam pač ko pogovoriti se moraš, pa pol ne smeš buljati nazaj, ker pol je to sam pač neskončen krog buljanja, kar je kar neki. Rok nima težav le z vrstniki. Iz resničnega sveta novega kraja, v katerega se je priselil z družino, namreč beži v svet videoiger. Ja, tudi meni se je že zgodilo, sem bil že kdaj zasvojen, tako 5. razred sem igral videoigrc. S časom se pač bolj greš se na druge stvari usmeraš, a ne? In vidiš, da dejansko to ni glih okej, da si zasvojen. Rok ima v nadaljevanki Takšno je življenje še mlajšega brata in starejšo sestro z zanimivimi ljubezenskimi izkušnjami. Tudi starša imata vsak svoje težave. Gotovo vam ne bo neznana niti Rokova odtujenost od družine. Vsakmu gre starš kdaj na živce, a ne? Ko si mlajši, so pač oni nekaj najboljšega, ampak ko postaješ starejši, so pač nekaj na stran, ampak vse njih imaš rad. Torej večeri ob koncih tedna so zdaj rezervirani za družinsko kokicanje pred TV zasloni. Vse lik zato, ker predstavi pač različne vloge življenja, da predstavi tudi različne stiske. Bi lahko tudi prepoznali kakšno medvrstniško nasilje, pa ga poskušali tudi zaustaviti. Mogoče bo komu dal kaj zamisliti. Ni una serija, ki je sterilna, a ne? Ta družina ima res probleme, tako kot vsaka družina. Vsak se lahko najde v tej seriji.